vsi ljudje so enkrat majhni, tudi Lila Prap. Takrat ni bila Lila Prap, ampak je bila Miša. Ker bi mogla biti Lijana, ampak je bila ena naglušna gospa, ki je zapisovala imena in je napisala Lilijana. In to se je moji mami tako gabilo, da me je pol klicala Miša, ne. In ta Miša je bila tako najprej zelo bolana, kar naprej so v bolnico vozili nekaj na pljučih. In pol, ko bi mogla iti v šolo, se je tam za ograjo prijela, ker so bile šolske zavese glih tako zeleno-bele, kakor v bolnici. Pa si je mislila, spet so me nasankali, pa moram iti spet v bolnico. Tako da so me komaj spravili v šolo, ne. In tam sem izvedela, da sem Lilijana, ne. Prej nisem vedela. Tako da pol so me klicali Lili, Lila in to sem pol uporabila kasneje, ne, ko sem se vrnila po 30 letih nazaj v otroštvo pri svojih knjigah. Tako da Praprotnik sem čula na radiu, da so se zafrkavali, da sem Rotnika odrezala iz elektrarne Šoštanj. Tako da zdaj sem Lila Prap in pod to znamko me poznajo zdaj okoli, ne, kdor pač kupi knjige. Tudi otroci lažje izgovorijo to ime, ne. To sem upoštevala, take majčkene otroke, da se jim ne bi zavozlal jezik, ne. Ker zadnjič je ena hotela reči omalovažujoče, pa je rekla omalužujoče in pol smo vsi študirali, kako se tej besedi pravzaprav reče. In to so take dolge besede, Lilijana, Praprotnik, Zupančič, ta čas zaspiš, ne. Tako da do tega imena je tako prišlo, da se pa jaz zanimam oziroma da mi je všeč za otroke delati, je pa zato, ker pač mi je ta svet bolj blizu kakor en svet borz pa politike pa raznoraznih modernih variant. Tako da otroci so še neobremenjeni s temi problemi sveta, ko si jih odrasli tako umetno zadajo. Lahko bi živeli čisto vsi tako zelo normalno, ampak treba si je pol zakomplicirati življenje, da imajo eni vesele pol, tisti, ko jim je dolgčas, da drugi pol izpolnjujejo njihove recimo kumare, da morajo imeti fi 5 centimetrov ali neke zakone, ali pa da je treba uro prestavljati, ali pa da ne smeš kaditi v gostilnah, ali pa da ne smeš, ne vem kaj. Polno nekih takih omejitev si damo, ne. Za otroke sem začela pisati, ko je bil sin star tam okoli 6-7 let, ker sem ga prej zabavala z enim besednim igricam, ko sem se jih spomnila z otroštva, pa sem rekla, bom jaz to napisala, mogoče bo prav prišlo kakšnemu staršu, da bo pol zabavil svoje otroke, da dobi ideje. V bistvu nisem jaz neki pravljičar klasičen, ampak zapisovalec besednih igric, ne. Ampak nisem samo kot besedno igrico, ampak sem z njih zmeraj naredila eno celoto, tako da je kao neka zgodbica, ne. No, in to je bila prva knjiga, ki se je imenovala Zgodbe in nezgodbe. Ilustriral jo je moj mož, ker jaz sem rekla, jaz cele knjige narisati, to je pa tak grozen del, da se raje ne lotim, ne. In potem po tej prvi knjigi, ko je bila kar lepo sprejeta, sem rekla, no, zdaj bom pa še malo s pisateljstvom probavala, pa sem napisala še eno knjigo. In sem mislila, da jo bo mož spet ilustriral, ampak on je rekel, da se mu ne ljubi več, ne.
in sem jo pol sama nekaj na računalnik. Pol sem še ene uganke, pa je ilustrirala Jelka Godec Šmid. Tako da cele knjige se jaz nikoli nisem upala lotiti. Sem pa delala prispevke za Ciciban, tekst in ilustracijo, en prispevek. To se mi je pa zdelo, da zmorem, ne. Zdaj risanje, to je zadeva, ki me je že od nekdaj zelo veselila. Ko sem bila majhna, smo risali v vrtcu že, ampak ker sem levičar, ne, je bilo to zdaj zelo komplicirana stvar takrat, ker z levo roko nisi smel risati in pol sem z desno. In najprej sem ilustrirala svoje zgodbe z desno roko, pa akvarel, kar je zelo tako na fino, moraš zelo zadet v prvem šubu, ne. In enkrat pol pravi mož: "Pa saj ti si levičarka, pa probi tako z levo risati, ne." In ta leva zna zelo sama risati, ni treba toliko voditi z možgani, ne, desno moram zelo miselno voditi, ko rišem. Z desno sem risala na arhitekturi recimo, ko je treba te precizne linije, ne. Tam smo imeli tudi zelo dosti risanja in perspektive in vsega, tako da imel nas je tudi Janez Suhadolc, ki je danes zelo poznan kritik stanja, ne. Tako da s tem risanjem sem pol nadaljevala v teh slikancah in moja specializacija je, da jaz iščem v teh likih neke praforme, ne. Recimo probam vsako žival narediti v najbolj osnovnih oblikah, ko se ti zariše v možganih, ko vidiš eno žival, ne. Zagledaš eno žival in si misliš: "Aha, želva, okej." In pol tiste čisto prve oblike, ki se ti pojavijo v misli, recimo želva, ne. Tako probam v tisto prapodobo priti, ne, zato sem praprotnik. Tako da zato mi je všeč, da rišem zmeraj nove živali, ne, in da se potem poskušam tako tisti miselni vzorec živali ujeti, ne. Zato ne maram risati ene živali v 100 pozah, ne, ker tisto mi je pa dolgčas, recimo, da bi, ali pa ljudi, enega narišem, okej, dosti, ne. Zato imam večino slikanic pravzaprav v živalih, čeprav imam tudi v ljudeh, no, samo te slikanice, zdaj jih je že kar nekaj, čez 10. Vse so prevedene v več jezikov. Knjiga Zakaj je bila v risanke spremenjena, na Japonskem so delali po tej knjigi serijo risank, ki so jih zdaj menda že 4. ponavljali, ker se otrokom zelo dopadejo. Po teh risankah so naredili potem tudi te predmete za prodajo, od brisač do majčk in tako naprej. Mene to ne moti, ne, kak drug umetnik bi to sovražil, ampak meni je vseeno, je moj lik na majici ali pa v knjigi. Glavno, da imam kontakt z ljudmi, ne, ker
če ti delaš za knjige, je malo drugače, kot da si slikar in delaš platna. Tisto je samo eno platno, ne, in ali ga razstavljaš ali ga komu daš, ne, in ga pol on gleda vsak dan. Jaz delam pa eno sliko, ki jo naj bi videlo čim več ljudi, ne. Knjige so mediji za moje slike, tako da slika v bistvu ni zdaj končni izdelek, to je samo en delček nečesa. Kam gredo vse naše sanje, ko nas prebudi nov dan? So odšle na potovanje, lebdijo sredi gozdne jase, z metulji se igrajo v travi, jih svet pravljic skrije vase. So spravljene v skladišču sanj, globoko v zemlji obležijo. Povsod jih si iščemo zaman, morda le v naših glavah spijo, dokler jih ne nahranimo s svojo domišljijo. To je bila ena slikanica, ena pesem, ena slikanica, čeprav tle je pa tema mašine, ne, so rekli, samo živali rišeš, pa nič mašin. Potem si je bilo treba zmisliti nekaj, da si lahko mašine narišeš. Čeprav je tema o sanjah, ne. Zelo romantična tema. Sanje spijo v naših glavah, dokler jih ne napolnimo s svojo domišljijo. Pol se pa zbudijo in naredimo slikanco. Zdaj, če delaš slikanico, jo je dosti lažje delati, če jo delaš od A do Ž, ne, da imaš, ker to je v bistvu en projekt. In to je kot ena majčkena galerija, ne. Ti isto kot galerist si zamisli eno temo in mora pol to laufati do konca, si pri slikanici zamisliš eno temo, ko se spelje od začetka do konca, not nastopajo slike, ne, zraven se pa vleče ena tema in jaz probam v teh slikanicah, enkrat imam pesmice, ni zdaj, enkrat imam recimo pri Tisoč in ena pravljica, je tako, da lahko bereš te klasične zgodbe na 2 na 10 načinov. Na vsaki strani si lahko izmisliš nadaljevanje drugačno, ne. Ena serija je pa Zakaj, ne, skupni naslov, kjer pa jaz predstavljam razne vrste živali skozi humoren način, pa še da se zraven malo naučijo, ne. To je tako na pol vici, na pol fakti. Tako da, ker jaz z otroci se najlažje pogovarjam tako, da se naredim zelo neumno in kaj narobe rečem. In pol
tisti, ki jim je neroden, reče, aha, ne, to pa ni prav, ne. In tako vzpostaviš komunikacijo z enimi otroki, ko se drugače neradi pogovarjajo, ne. Recimo rečem, trava je rdeča, ne, pa vsak bo začel se meniti, da ni, ne. Vsak otrok, tudi če prej noče se s teboj meniti. Tako da probam ta moj način pokazati tudi odraslim, koliko lahko pristopajo k otrokom, ne, skozi en humor, pa potem na en enostaven način še razlaga, koliko je pa res, ne. Začelo se je pa tako, da sem jaz to knjigo, sem rekla, nekaj bom delala o divjih živalih, afriških, ne. To je bila osnovna tema. Pol sem rekla, to naj bojo ene nonsensne pesmice zraven, sem mislila, da bojo pesmice, in sem dala v bistvu te neumni odgovori so pesmi. Ne, samo sem jih pol razbila po celi sliki, pa se zdaj ne vidi, da je to pesem. Pol sem rekla, zdaj, če bojo sami neumni odgovori, potem bojo starši izpadli neumni, ker ne bojo vedeli, koliko je pa prav, ne, zakaj ima lev grivo, ne. To ne ve vsak. Sem rekla, to bi bilo fino, če bi pa en znanstvenik povedal, zakaj ima lev grivo. To bi tudi mene zanimalo, ne, konec koncev, po vseh teh neumnih odgovorih. In je gospa Jelka Pogačnik zelo fino ob strani pol napisala take odgovore, ne, čisto preproste, kratke, zakaj imajo zebre črte, zakaj imajo levi grivo, zakaj krokodili jočejo. In ta kombinacija se je izkazala za zelo zanimivo tako enim staršem, da se zabavajo z otroki, ali pa učiteljem, koliko princip učenja, ne, koliko animirati otroke, da se za nekaj zanimajo, da jim najprej neke hece poveš, pol jim pa še ta pravo stvar, ne. Tako da se je prijelo in v učiteljskem svetu in v starševskem, ne, in tudi otroci sami, ko berejo, jim je to všeč. Tako da sem pol nadaljevala s to serijo in sem naredila pol Zakaj o dinozavrih, zakaj o psih, zadnja je o žuželkah. Zmeraj je pa odzadaj pri teh knjigah tudi ena druga zgodbica, recimo pri žuželkah vdrejo v knjigo knjižne uši in pol vidijo, da piše o žuželkah, in pri vsaki nekaj komentirajo in na koncu ugotovijo, da v njih nič ne piše, in si naredijo svojo stran, na koncu ugotovijo, da zdaj je pa knjiga tako dobra, da jo ne bojo pojedle, ne. To je še vzporedna zgodba, poleg vseh tistih predstavitev živali, pa hecnih pa resnih. Ne vem, kaj bom sploh naprej delala, ker zmeraj padeš pol v vakuum, ko nekaj končaš in moraš spet začeti vse znova, tako da končam z eno mislijo, preden mi nova ideja kapne. Te knjige so predobre, da bi jih pojedli. To so rekle knjižne uši, ki so se sprehajale čez ta zadnjo knjigo.